Kaj se je zgodilo z liki po 9. epizodi? Ali je to človeška različica Queenie in ali ta izbrisana scena potrjuje, da bo druga sezona neverjetnega digitalnega cirkusa? Tokrat vam prinašamo vse dodatne vsebine digitalnega cirkusa, ki jih pozna le malo ljudi. Konec Jacksa nam je pricurljal že veliko prej. Gooseworks nam je že dolgo nazaj razkril konec digitalnega cirkusa, pa tega nihče ni opazil. Se spomnite prizora iz Jacksovega flashbacka na njegovo človeško življenje? V tem flashbacku na njegovo prejšnje življenje smo videli prizore, kjer Jax beži od doma, vozi po cesti in na neki točki spi na ulici. A najbolj presenetljivo je, da to ni bilo vse, kar bi ta prizor še vseboval, saj smo našli izgubljeni del, ki ga zagotovo mnogi med vami še nikoli niste videli. In da bi to razumeli, moramo nekoliko analizirati račun Gooseworks, saj je ustvarjalka objavila precej zanimiv video z besedilom: "Spim v uličici, želite mi srečo." Mnogi so mislili, da to nima nobene povezave z nobeno od epizod osupljivega digitalnega cirkusa, a po analizi smo ugotovili, da je ta uličica prav tista, ki se pojavi v Jacksovem flashbacku. Poleg tega so nekateri preprosto domnevali, da gre za star video Gooseworks, še preden je postala del ekipe Glitch, saj je, če tega niste vedeli, tudi ona preživela zelo težke situacije. S tem lahko sklepamo, da ima prizor Jacksovega flashbacka zelo poseben pomen. Saj je Gooseworks večkrat povedala, da se zelo poistoveti s tem likom, zato ni nič nenavadnega, če je vključila tudi ta težek del svojega življenja. Vendar bi ta objava lahko pomenila tudi način, kako je skrivaj namigovala na konec 9. epizode, še preden je izšla. Kaj pa vi menite? Kaj se je zgodilo po 9. epizodi? Vem, da je veliko ljudi ostalo z vprašanjem, kaj se je zgodilo po koncu digitalnega cirkusa. So liki preprosto sprejeli, kar so, in postali srečni? Pravzaprav nam naslednja skupina prizorov razkrije, kaj se je zgodilo po koncu z vsakim od likov. Te prizore je neposredno razkril Glitch. Najprej imamo Jaxa s Pomni. Kot vemo, smo že od začetka vedeli, da bosta ta dva zelo dobra prijatelja. Čeprav Jaxu ta ideja seveda ni bila preveč všeč. In na tej sliki vidimo, da je Pomni pripravil piknik skupaj z Jaxom, da bi lahko jedel z njim. To nam potrjuje veliko prijateljstvo teh dveh likov, poleg tega pa je bila ta slika pospremljena z besedilom: "Skupaj karkoli se zgodi." Res lepo. Prijatelji. Kljub vsemu, kar je bil Jax, se Pomni nikoli ni oddaljil od njega. Naslednja na seznamu sta Gangle in Zubal. Poglejmo, za ta dva lika je bilo veliko teorij o njunem odnosu, vendar nam ta slika razkriva precej zanimivo podrobnost njune povezave. Vidimo ju obe, eno poleg druge, kako gledata zvezde zunaj šotora digitalnega cirkusa. Toda mnogi niso opazili prizora, ki je namigoval, da se med tema dvema likoma dogaja še nekaj več na koncu 9. epizode. In če niste opazili, mislim na trenutek med zaključnimi napisi, kjer so vrata Gangla odprta, iz vrat Zubala pa prihajajo srčki. Kar precej sumljivo, se vam ne zdi? Lahko samo pomislim, da vrvica in Lego kocka poskušata imeti digitalnega otroka. Mimogrede, se spomnite, kaj je rekel Zubal? Jaz želim, da nam dovoliš imeti spolne odnose. Ampak če pustimo ob strani odnos med Zubalom in Ganglom, so nam tudi pokazali, kako se je po koncu končal odnos med Pomnijem in Ragatom. Oni dve sta se že od začetka zdeli zelo dobri prijateljici in že na začetku 9. epizode sta bili veliko bolj povezani kot prej. Toda na tej naslednji sliki lahko vidimo, da je njun odnos postal še bolj poseben, saj skupaj pijeta vročo čokolado v kavarni digitalnega cirkusa. In to ima zelo lepo referenco, saj je to ista dejavnost, ki so jo običajno počeli Kofmo, Ribbit in Jax, ko so bili najboljši prijatelji v cirkusu. Torej ja, Pomni in Ragata sta že dosegla to raven prijateljstva. Najbolj prisrčno pa je, da je bila ta objava pospremljena z besedilom. Pogovarjali sta se ure in ure. To dokazuje, da sta po koncu digitalnega cirkusa Pomni in Ragata ostali povezani kot dobri prijateljici. Ampak veste, kaj je še bolj zanimivo? Če dobro pogledate vsako od skodelic, vidimo, da Pomni drži skodelico, ki jo je uporabljal Jax, kot znak naklonjenosti do njega, medtem ko Ragata drži Kofmovo skodelico. Prijatelji, naravnost v mehko srce. In prišli smo do zadnjega lika, Kinger. Že od prve epizode smo vedeli, da je Kinger precej težko razumljiv lik. In zdaj vprašanje, ki ga še nismo rešili. Kaj se je zgodilo s Kingerjem po koncu cirkusa? On je bil edini lik, ki ni dobil posebne slike, ki bi prikazovala njegovo usodo. In čeprav Glitch nikoli uradno ni objavil ničesar, kar bi odgovorilo na to vprašanje, uganite kaj. Mi
pa poznamo odgovor. Izkazalo se je, da so nekateri oboževalci oddaje opozorili, da usoda Kingerja na koncu epizode ni bila tako jasna kot pri drugih likih. To zato, ker ni več imel vedra na glavi, ki ga je delalo bolj prisebnega. No, prijatelji, dejansko so napovedali usodo Kingerja v eni določeni sceni na koncu, saj vidimo, kako Kinger posipa Popper po svojem krožniku in ne po kruhovem pireju. Poleg tega je njegova vilica zapičena v mizo, kar nakazuje, da se je verjetno vrnil v svoje stanje demence. S tem nam je precej jasno, da se je vrnil k svojim starim čudnim navadam, zato verjetno ni mogel imeti enega izmed bolj srečnih koncev kot njegovi ostali prijatelji. Ampak jaz se sprašujem, zakaj mu preprosto ne dajo sončnih očal in je stvar rešena? Mogoče je v svojem stanju demence bolj srečen, kot pa če bi bil pri zavesti, saj ve, da nikoli ne bo mogel oditi. In ste opazili, da so se Jax, Ribbit in Kofmo na koncu vrnili? Zakaj so se spet združili kot veliki prijatelji, kakršni so? Tajni pogovor med Kanom in Bubblom. Veliko se je govorilo o domnevnem alternativnem koncu 9. epizode, vendar to ni najpomembnejše, kar nam je razkrilo to domnevno ušlo gradivo. Pravzaprav se je izkazalo, da nam je bila prikazana tudi pogovor med Kanom in Bubblom, ki ga v 9. epizodi nikoli nismo videli. Prav na koncu dobimo prizor, v katerem vidimo, kako se šotor digitalnega cirkusa oddaljuje, vendar se v tej alternativni različici šotor ne prereže, ampak se še naprej oddaljuje in vidimo Kana in Bubbla skupaj. Noro je, da Kane omenja, da se zdi, da so člani cirkusa zdaj bolj srečni, medtem ko Bubble odgovarja samo s svojimi običajnimi, nesmiselnimi vprašanji. Toda pa slišimo, kako Kane pove nekaj zelo pomembnega. Pravi, da se z različicami likov v človeški obliki dogaja nekaj slabega. Takoj zatem se prizor ponovno oddali z oddaljevanjem kamere, kar nas končno pripelje do konca poglavja. Je to morda resnični konec digitalnega cirkusa? Veliko ljudi ugiba, da to morda ni res, saj je bil Bubble zagotovo izbrisan, vendar je sama Grooveworks povedala, da izbris ne pomeni smrti, ampak da je bil preprosto poslan na drugo mesto v praznini. V komentarjih napišite, kakšen je vaš zaključek. Človeška različica Queenie T, naslednje scene se zagotovo niso pojavile nikjer v 9. epizodi in gre za več dodatnih prizorov s človeškimi različicami likov. Ampak to ni najpomembnejša točka. Bolj pomembno je, da smo v teh prizorih lahko videli skrivnega lika, ki ga prav tako niso pokazali v 9. epizodi. In bile so vzete iz posnetka iz zakulisja, ki ga je posnela nihče drug kot človeška različica Jaxa. V tem videu lahko vidimo več človeških različic likov, kot so Ragata, Pomni, Gangal in Zubel. In seveda so se pojavili na isti lokaciji, kot so nam jo pokazali na koncu. Poleg vseh teh skrivnosti so nam pokazali tudi druge lokacije. Naprimer, imeli smo prizor z liki v Zubelovem baru. Imeli smo tudi druge posnetke iz zakulisja nekaterih likov, medtem ko so snemali segment za objave na družbenih omrežjih. Pravzaprav lahko v enem od teh posnetkov vidimo človeško različico Jaxa, kako nosi svojo uniformo dostavljavca. A najbolj impresivna skrivnost, ki nam jo je razkrilo to zakulisno snemanje, je bil prizor z likom, ki ga vidimo veliko manj kot ostale. In seveda mislim na človeško različico Queenie. Vidimo jo, kako objema plišasto igračo Queenie. Skrivnostni kratki film Naslednji prizor je govoril o ideji, ki se je pojavila po tem koncu. To je bil poseben prizor, za katerega naj bi šlo za preostali material iz 9. epizode ali pa za del povsem nove vsebine, ki ni bila nikoli uporabljena. Zanimivo pri vsem tem je bilo, da se je domnevalo, da bi ustvarjalka morda želela narediti kratke filme o digitalnem cirkusu. Nikoli pa nismo natančno vedeli, ali naj bi se ti domnevni kratki filmi zgodili pred ali po koncu digitalnega cirkusa. Ta dodatna vsebina se začne s sliko Pomneja, ki komunicira z zlobnim Jaxom. In glede na toliko stvari, za katere se je trdilo, da so uhajanja, pa so se izkazale za lažne, kako smo lahko prepričani, da je ta slika res iz vsebine Ghostworksa? No, prijatelji, da to razjasnimo. Vemo zagotovo, da ta vsebina ni del uradne vsebine. Izključeno iz 9. epizode se nam slika prikazuje trdnjavo Kinger, vendar se ne ujema s tisto, ki so nam jo pokazali v 9. epizodi po Jaxovi abstrakciji. Kaj pa vi menite? Menite, da je ta prizor legitimen iz Grooveworks? In povejte mi, ali poznate kakšno dodatno vsebino, ki je tukaj nismo omenili. Vidimo se v komentarjih.